Čau, kako si? Ma super, sem krasna. Veš, koliko je lepo parket zrihtan. Res, toliko sem vesel, pa čist brez skrbi. Tega ti pa ne verjamem, da si čist brez skrbi. Ne, kaj pa je? Pa ne mi reči, da si res pozabil, no. Polona, tvoja nečakinja, rojstni dan. Čist sem pozabil. Halo. Ej, Daša, hvala, ker smo spomnili, no. In? Kaj boš kupil? Imaš že kaj ogledanega? Ja, že vem. Ja, vem. Vem, kaj bom dal. Ja? In dal bom vse tiste moje kataloge o talnih odlogah. Ha. Ne, kaj se smeješ, to je ful dobro. Lej, ona je še toliko mlada, da bo že zdaj začela lahko zbirati, kaj hoče imeti, ko bo imela enkrat svoje stanovanje. In bo čist lahko se odločila, no imela nobenih problemov. A ni to dobro? Ti si pa kar pameten ratal. Je, ne? Tako za fanta, no, mislim, da ne bo pomote, a ne. No, okej. Fajn bodi. Čao. Mihajl, vi ste pol umetnik, pol obrtnika, ne? Ja, res je. S čim se pravzaprav ukvarjate? Ja, jaz se ukvarjam s parketarstvom, potem z videomarketingom, se pravi svoje izdelke oglašujem na internetu z videom. Pa v bistvu parketarstvo sem nekako razvil toliko delež, da je to nekako ratalo ekstremno parketarstvo. Kaj pa je to ekstremno parketarstvo? Ekstremno parketarstvo, se pravi, izdelujem slike iz parketa, bordure, intarzije, mozaike iz lesa, se pravi, za vgradno parket, take stvari. Kakšen pa je postopek, kako to izgleda? Najbrž različne vrste lesa uporabite, kako, pol, s čim? Ja, mešam Ročno vse, delate, se pravi, ročno vse delam, da se tudi na laserje delati, sami to še zmerno vse ročno prakticiramo. Mešam vse te vrste eksotičnih lesov, naših lesnih vrst, se pravi, ne, tako da dobim barvast parket. Katere so recimo najbolj eksotične vrste? Ja, lahko naštejem kakšne tik, venge, paduk, dosje, potem kakšen kanadski javor. To je iz celega sveta, se pravi, Afrika, Amerika, Azija, ne, potem tudi kakšne naše te vrste, hrast, jesen, buku, javor, orah. Vse vrste uporabljam, ki so zadosti trde, da se lahko uporabljajo za parket. Na kaj morate biti pa najbolj pozorni recimo pri tem? Treba je tudi malo vedeti, kako te kontrasti lesni pašejo skupaj, da ne zmešaš kakšnih čudnih lesnih vrst med sabo, potem tudi vse vrste ne delujejo enako. Se pravi, treba kar paziti na neke stvari. Kakšne spretnosti rabite recimo vi pri tem delu? Domišljijo. Domišljijo, še kaj? Dosti spretnosti v bistvu se mora uporabljati, da tak parket narediš. Tudi šablone je treba narediti prej in se te stvari... Ampak je zanimivo, ne? Ni vam dolg čas. Nikoli. Videla sem en filmček na internetu. Res je. Kaj je s tem zdaj? To so neki Rusi, ki so slišali za vas, ne? Ja, ta filmček sem jaz posnel v Rusiji, ko sem delal en tak mozaik, en parket, dosti zahteven. V bistvu smo ga delali en mesec najprej doma v Sloveniji, pa še en mesec tam v Rusiji. In jaz sem potem posnel video, sem ga zmontiral skupaj in sem ga dal na internet. Kako pa so oni sploh za vas zvedeli to? Isto prek interneta, jaz pač oglašujem prek interneta. Kaj pa vam je recimo najbolj všeč pri tem delu? Najbolj všeč pri tem delu mi je, ker lahko svojo domišljijo, se pravi, izrazim na tleh, na parketu, se pravi, lahko naredim slike, lahko naredim mozaike v tla. Zakaj pa ravno parket, zakaj ne kakšen drug material? Ja, parket se zelo lahko obdeluje. Všeč mi je, ker je toliko veliko lesnih vrst, se pravi, lahko kar direkt iz enega lesa naredim neko sliko. Kje pa ste se naučili tega? Ja, v glavnem sem bolj samouk, nekako še že 17 let ukvarjam s tem, tako da drugače imam srednjo gradbeno šolo, samo tam smo delali čez druge stvari, se pravi, praksa, v glavnem praksa. Na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje imamo vsako leto več objavljenih prostih delovnih mest za poklic parketar. Ni nam vseeno, po kakšnih tleh hodimo ali plešemo.
Vsi želimo imeti trdna tla pod nogami. A uganeš, kateri je najbolj slan parket na svetu? Kje si me zdaj najdla? Pa ne vem. Daj malo gibi, no. Okay. A ti dam en namig. Ajde, prosim. Ima zveze s športom. Spravo je mogoče parket, na katerem so slavni ljudje igrali bowling. Ne. Ne. Pol pa evo, že vem. Parket, na katerem so slavni ljudje plesali. Tudi ne. Ima pa zvezo z slavnimi ljudmi in slavnim parketom. Se pravi, slavni ljudje, slavni parket, šport. Veliki slavni ljudje. Ja, valjda, košarka, ne? Košarkarski parket je pa ja slaven. To sem danes prečitala na internetu. Ti pokažem, poslušaj. No, povej. Oni košarkarji NBA, veš? Boston Celtics. Ja, valjda, da vem. Parket so jim leta 1946 položili v njihovo prvotno dvorano Boston Arena. Ko se je klub leta 1952 preselil v dvorano Boston Garden, so parket prenesli tja. Dvorane Boston Garden so leta 1998 porušili, parket pa so razrezali na kose in jih prodajali kot spominke. Si moraš misliti? Ekipa Celtics igra danes na novem parketu, ki je kombiniran s kosi parketa iz njihove stare dvorane. Dej nehi, res. Kaj, parket so prav selili skupaj z ekipo? Ja. Pa te Američani niso normalni, no. Ja, mogoče pa sam tradicijo spoštujejo, a? Ja, ali pa veš kaj mogoče? Niso imeli denarja, da bi kupili nov parket za novo dvorano in pol so dali pol starega, pol pa novega kupili. Ja, dejno. Čeprav nikoli ne veš. Sicer pa itak parketa nihče ne gleda, ker so tekme, vsi gledajo igro. Veš kaj, tukaj se me ne strinjam, ne? Ker jaz poznam enega modela, ki je zmagal na tekmovanju, glih zaradi tega, ker je bil parket najbolj pomemben. Ja. Beseda parket izvira iz germanskega jezika in je sestavljena iz dveh besed. Pak in patch. Pak pomeni majhen prostor, patch pa ograjo. Beseda torej označuje omejeno razdelitev ploskve na več manjših. Lesene pode, ki so predhodniki današnjega parketa, so imeli že več tisočletij nazaj. V templju hebrejskega kralja Salomona, ki je živel pred 3000 leti, so našli lesen pod sestavljen iz različnih vrst lesa. V 14. stoletju je bilo mogoče najti lesene pode v nekaterih samostanih, dvorcih in gradovih, čeprav je bilo največ tal kamnitih. Prve vzorce v lesenem podu pa srečamo v 16. in v začetku 17. stoletja. Največkrat je šlo za pravokotna polja, ki so bila narejena iz bora, smreke, hrasta ali bukve. Kasneje pa so podi postajali vedno bolj raznolikih oblik. Najbolj pogosto so bili podi položeni v obliki ribje kosti, ponavljati pa so se začeli tudi ploščični in intarzijski parketi z različnimi ornamenti. Zaradi teh novih stilov v parketarstvu je postal parket nepogrešljiv dekorativni element palač in dvorcev. Parket so izdelovali ročno, zato je bil dostopen le premožnim ljudem. Tako je bilo vse do 19. stoletja, ko se je začela industrijska proizvodnja parketa. Cena parketa se je zelo znižala in tako je postal parket dostopen tako rekoč vsem.